članov. Je to? Lani nas je bilo 30 utrjenih, se pravi, da smo sklepčni. Hvala. Tako da predlagam, da gremo kar na naslednjo temo točko. Se pravi, poročilo verifikacijske komisije smo že naredili, 5. točka, poročilo o delu turističnega društva v minulem letu. Mateja, Izvedli smo naslednje aktivnosti in sicer. Izvedli smo pohod k letnicam in sicer 21. aprila. Pohodnikov je bilo okoli 30. Zbrali smo se pribili Istenič v Stari vasi in krenili na približno 1,5 ure dolg pohod do Zavica, kjer smo si pohodniki lahko ogledali 4 odprte repnice in sicer Šekoranjevo, Kovačičevo, Najgarjevo in Kelharjevo. Zaključek smo imeli v Godličku, ki ga domačini imenujemo Parkljevec, kjer smo pekli jajca in kuhali klobase in s tem obeležili Jurjevo. Pod drugo točko. Izvedli smo tudi Vidovo pot in sicer 16. junija. Zbrali smo se pri etnografski zbirki Marije Sušnik na Pišeški cesti. Pohodnikov je bilo okoli 25. Prvi postanek smo imeli pri družini Črnjevič Novak, ki so nas skupaj z družinama Šekoranja Štiler pogostili. Zaključek pohoda je bil pri Srečku Žgalinu, kjer smo se okrepčali s Godažem za odlično kapljico in prostor pa je poskrbel Srečko. Tretja zadeva. Pot obsodili zaradi neprehodnosti poti ni bila izvedena. 4. grajska pot pa je bila organizirana 20. oktobra. Pohodnikov nas je bilo okoli 20. Zbrali smo se v centru Bizeljskega in krenili proti Bukovju, kjer smo imeli prvi postanek pri družini Babič, kjer so nas pogostili s toplim ajdovim kolačem in ostalimi dobrotami. Poskrbeli so tudi za tekoče zadeve. Pot smo nadaljevali proti Orešju. Zaključek pohoda je bil v gasilskem domu v Orešju. V januarju smo se udeležili sejma Alpe Adria v Ljubljani, kjer sta nas zastopala Barbara Brglec-Veričnik in Rok Veričnik. V marcu smo imeli letni zbor članov. V aprilu smo organizirali čistilno akcijo po vaseh. V aprilu je bila tudi narejena spomladanska zasaditev rož v centru Bizeljskega v sodelovanju s krajevno skupnostjo in društvom upokojencev. V aprilu se je 8 članov udeležilo strokovne ekskurzije, ki je bila tokrat v Bohinju. V juniju smo sofinancirali vaške igre po gasilstvu. V juniju se je tudi 8 članov društva udeležilo srečanja obvodnih krajev, ki je bilo tokrat v Murski Soboti. V juniju smo sodelovali na dnevu kruha, vina in salam na Grajskem dvorišču. Septembra so se nekateri člani udeležili strokovne ekskurzije v sklopu Moja dežela lepa in stoletnja v organizaciji OTZ Brežice. Oktobra je potekala delavnica Dnevi evropske kulturne dediščine z naslovom Dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav, kjer so sodelovali učenci osnovne šole Bizeljsko pod mentorstvom Kristine Bevc. Za ostalo organizacijo in izvedbo sta poskrbeli Vesna Kune in Mojca Kunst iz Ljubljanskega parka. Delavnice so potekale v repnici Najde. V oktobru smo se predstavili na Kozjanskem jabolku. V oktobru smo se udeležili kuhanja županovega golaža. V oktobru je bila tudi narejena jesenska zasaditev rož v centru Bizeljskega. V novembru smo sodelovali na martinovanju. Skupaj s krajevno skupnostjo Bizeljsko in prostovoljnim gasilskim društvom Bizeljsko smo pripravili novoletno okrasitev Bizeljskega, so organizirali prižig ključ, kjer smo financirali glasbeno skupino. Uspešno smo pridobili tudi eno donacijo oziroma dve, in sicer v višini 1200 evrov družbe Hidroelektrarne na Spodnji Savi in 500 evrov družbe Tesi. Uspešno smo se prijavili na letni razpis občine Brežice in Turistične zveze Slovenije. Sodelovali smo z društvi v kraju in izvan s krajevno skupnostjo občino osnovno šolo. To je poročilo za leto 2024. Hvala za poročilo.
poročilo blagajnika, od nas je to manj več. Naslednja točka, 9. plan dela in finančni plan za tekoče leto. Prosim predsednico. Plan TD za leto 2025, se pravi tradicionalni pohodi pod Krepnicem. Zdaj v bistvu smo naredili neke okvirne datume, no. Mogoče se bo še kaj spremenilo, sicer pa itak bodo zvabili in obvestili obveščeno. Pod Krepnicem letos en teden prej kot običajno, mi ponavadi imamo pod Krepnicem tam okoli 20. aprila, ampak letos je to velika noč, tako da smo za en teden prej predstavili, se pravi 13. april, če bi kasneje že potem prvomajski prazniki, se pravi pod Krepnicem 13. april, Vidova pod 15. junij, pod Obsodli v primeru ureditve poti v avgustu 24. avgusta, Grajska pod 19. oktober. Potem udeležili smo se tudi leto že sejma Alpe Adria v Ljubljani 1. februarja izvedeno. Na sejmu sta bili prisotni Barbara Vrglec-Veričnik in Milena Rožman. Potem v aprilu čistilna akcija po vaseh, v aprilu spomladanska zasaditev rož v centru Bizeljskega, urejanje avtobusnih hiš in okolice, dokončanje pitnih stavbi krajevne skupnosti, postavitev sončnih vrat, ureditev učne poti. V juniju udeležba na prireditvi Brežice moje mesto, dan vina, kruha in salam. V juniju sofinanciranje vaških iger po Gasilsko, v septembru dnevi turizma, stojnice oziroma čistkoto, ki je pred mestno hišo v Brežicah, v septembru dnevi evropske kulturne dediščine, oktober Kozjansko jabolko pod sreda, oktober prireditev kuhanja županovega golaža, v oktobru jesenska zasaditev rož v centru Bizeljskega, november v sklopu Martinovega tedna, martinovanja na Bizeljskem v sodelovanju z ostalimi društvi na Bizeljskem. V novembru bomo probali letos organizirati izlet skupaj z TD Artiče, v sodelovanju s krajevno skupnostjo in prostovoljnim gasilskim društvom Bizeljsko organizirali uglasitev Bizeljskega križi Ključ. V decembru izvedba otroških delavnic za otroke in gledališka predstava. 30.12. če bomo pač v bistvu v planu je, da bi se organiziralo silvestrovanje za otroke, potem postavitev Bizeljskega hrama s sončnimi vrati v sodelovanju z drugimi društvi, sodelovanje z osnovno šolo, še naprej krajevno skupnostjo, občino, župniščem, z društvi v kraju in izven kraja, Otozo Brežice, Kozjanskim parkom, Planinskim društvom Brežice. Potem vpis sončnih vrat v register nesnovne kulturne dediščine, slovar bizelanščine, potem v bistvu sodelovanje z društvom Resten krompir na zaključku kakšnega pohoda. To je tako v grobem plan za leto 2025. No. Finančni plan je v bistvu glede na pridobljena sredstva in pa glede na porabo bomo pa pač finančni plan vsako leto pač sestavimo, se prijavimo na razpis občine, tako da, ne vem, nekako mi imamo vedno bolj velik finančni plan, potem na koncu je pa to malo manjno. To je to. Kar začnem. Lepo pozdravljeni v imenu Občinske turistične zveze Brežice in tudi v mojem imenu. Sodelovanje s turističnim društvom in občinsko turistično ter posledično tudi turističnim društvom Dolova zadnja leta poteka že kar konec januarja, začetek februarja na sejmu Alpe Adria. Mislim, da smo se dobro ujeli dva društva, stojnico imamo dovolj veliko, da se lahko predstavimo eni in drugi in tudi ponudba, ki je na tej stojnici, se ne ponavlja, tako da je zanimivo in tako so rekli letos in razstavljalci ostali
in pa obiskovalci, da je to najboljša stojnica na celem sejmu. Vabi ob 120-letnici, bi pa jaz izpostavila pa občinsko turistično zvezo, ki je pa pol mlajša od TZS-ja, se pravi, bo v leto 60 let obeležila. In z Davorjem sem se že pogovarjala, tudi v drugih društvih, na katerih zborih sem bila, sem že povedala, da pripravite kratek sestavek, ki naj bi bil dolg maksimalno 3 minute. Davor bo to poslikal, v besedi pa verjetno bo predsednica, ki bo to predstavila. Suzana je takrat povedala, da to je en list A4, da je približno teksta za 3 minute, s tem, da na začetku treba na pamet govoriti, pa zaključek vmes, pa tudi, če se kaj pofuka na list, ker bo to s fotografijami oziroma z videoposnetki prekrito, samo da je glas v ozadju. Jaz upam, da bo to vam uspelo, da boste našli te stvari z Bizeljskega, z vašega društva, nekje po 1. maju, ko bo tudi lepše, ko bo zelenelo vse, da bo dobro uspel vsa društva obiskati in tudi vsemi to opraviti, da bi v septembru ob Svetovnem dnevu turizma ta filmček tudi predstavili na tej osrednji prireditvi, ki bi jo pač ob 60-letnici Občinske turistične zveze imeli. Jaz vam želim uspešno leto 2025, da se vam plan uresniči in pa da se srečujemo na teh raznoraznih dogodkih. Zbira se nam prinašamo leto pozdravlja v imenu Turističnega društva Viče. Lepo je danes je na tem zboru slišati, kako pridni se bili v lanskem letu. Resnično, glede na velikost društva, da se stavo, ste izjemno veliko sodelovali na teh raznih predstavitih sejmih, kar bo mi začestitati, ker mi vrtiči nismo tako pridni, iskreno povem, tako da res vsak vam čas. Zelo lepo ste jeseni okrasili, oziroma konec novembra, pred vašim domom, mislim, da je dom, se pravi izrazim, to novoletno okrasitev, resnično, taka fascinantna, mogočna, res ogromno luč. Da pa še jaz pozdravim v imenu Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice. Hvala najprej za vabilo, da smo se lahko udeležili. Moram reči, da smo se kar dve borili, da se danes pridemo vaše konce, na koncu zmagala jaz mogoče z malo mlajšim staležem, če smo vam pošali na začetku. Drugače pa ne bom vas hvala, da se ne bom ponovil. Bi mogoče samo povedali nekaj planov, ker imamo v zavodu, kaj počnemo. Se pravi, imamo 3 različna področja, turizem, mladino pa podjetništvo, tako da se pač povezujejo 3 različne sfere, ampak se mi zdi, da je pač pomembno, da se pač v tem prepletamo oziroma podpiramo. Jaz sem na turizmu zadolžena za trajnostni razvoj, socialno mrežje, spletno stran, pa pač pomoč pri prireditvah. Tako da glede zelene sheme, to je ta certifikacijski sistem, katerega je občina Brežice vstopila leta 2018. 2019 smo dobili ta znak potem Slovenija Green, ker se dejansko ta zelena shema se promovira pod znamko Slovenija Green. Tako da leta 2019 smo dobili srebrn znak, potem v letu 2022, vmes sem jaz postala zelena koordinatorka, ker sem vprašala na zavod, smo dobili najvišje priznanje kot druga destinacija v Sloveniji, Slovenija Green Platinum. In če v mesecu imamo ponovno presojo, ker poteka na vsaka 3 leta, tako da smo zdaj pač res upeta za to zeleno shemo preko teh 100 kazalcev, da izpolnimo in tukaj nam pač pomagajo tako občina, komunalna in tudi različna društva oziroma ponudniki, ker je pač shema sestavljena od okolja, podnebja, gospodarstva, živali, glavno zelo različna zadeva. Tako da druga stvar, ki mi izpostavlja, je kolektivna blagovna znamka Brežice iz Vrano, ki se je začela nekje v letu 2021, tako da se takrat komisija, ki je sestavljena iz različnih posameznikov, se je imenovali Brežice iz Vrano oziroma za tuji trg, ki je Brežice Selection. Tako da tukaj se potem lahko
prijavijo ponudniki v občini, ki ali so rokodelci, ali imajo živilske izdelke, ali imajo hrano in potem po različnih kriterijih jih ocenjuje zunanja komisija. To je običajno tričlanska komisija, se pravi, da pač niso tukaj Zavod za podjetništvo projekt in mladino dejansko tukaj ni pač ničesar v tem, ampak je res tudi gleda različne kriterije, no? Tako da v tem času je 29 ponudnikov, pa so 29 izdelkov, vidim, da tudi gospod Presker ste tukaj, tako da tudi vaši izdelki so v Medvešek, so v naši znamki, no? Tako da tretja stvar so prireditve, po katerem nas dejansko tudi ljudje prepoznavajo oziroma mogoče občani, tukaj bi omenila, da je mogoče izpuščano izraz Brežice moje mesto, ker se ta festival organizira več. Vem, da je včasih dan kruha, vina in salam celo tedenski dogodek, čeprav mogoče Brežičani tega ne vejo. Vsi rečejo, ja, kaj pa ne več tega koncerta 2 dni, ne? Jaz sem vam pa čisto iskreno povedala, jaz sem se Brežice preselila, Brežice so zdaj moje mesto, oziroma celotna občina, ampak se mi zdi, da ljudje ne vejo, kako res ti koncerti stanejo, ne? Spravi, tukaj je res ogromno budžet za tem in meni osebno se zdi, da mogoče rajše ustvarjamo take manjše butične dogodke, kot je dan kruha, vina in salam, potem mestna promenada, ki traja 10 dni, pa je res vsak večer en koncert, na katerega se lahko najde vsaka generacija, ne pa dejansko samo 2 večera, če se mogoče malo vrše izrazna, nekega žura, kjer ljudje pridejo in je to, ne. Tako da to je pač moje osebno mnenje, no. Tudi z vidika zelene sheme, ko sem zelena koordinatorka, zagovarjam to zadevo, da pač gremo bolj na butične zadeve, da podpiramo lokalno, izvajalci pa rajše ne govorim, kakšne cene gredo na vodo, tako da se zdaj prav čudim, odkje ves ta budžet za Samobor, za fashion, ker imajo res taka zveneča imena, ne vem, ali jim dajo tam res ponižje cene, ker to gredo cene više od 15 000 evrov gor, ne. Tako da budžet za mestno promenado pri nas je že več let enak, tako da se pač trudimo res z različnimi izvajalci. To je že omenjeno 14. junija, letos na soboto, pride dan kruha, vina in salam, kjer se tudi vi že tudi društvo, vsako leto ste pač aktivni, isto društvo vinogradnikov Bizejsko, tako da brez vas in vinogradnikov tega dogodka ni, tako da ga pač res delamo s tem vidikom, da se podpira društva oziroma vas, prostovoljce, ki delate v teh društvih, ker mogoče že malo izrabljena faza, turizem smo ljudje, ampak je res ono. Se pravi, če gremo sami na kakšen izlet potovanje, mogoče si najbolj zapomnimo ravno izkušnjo z nekim človekom, ko se je vprašalno življenje. Tako da hvala tudi v tem delu, da se pač udeležujete dneva kruha, vina in salam, ki je bil tudi v lanskem letu certificiran.